Kadar nismo primerno oblečeni ali obuti in dalj časa izpostavljeni mrazu, lahko to povzroči podhladitev, zmrzline ali ozebline. Pri tem moramo vedeti, da podhladitev in ozebline lahko nastanejo tudi pri temperaturah nad 0 stopinj, zmrzline pa le pri temperaturah ledišča in pod njim. Podhladitev je seveda najbolj nevarna, ker lahko povzroči tudi smrt. Oglejmo si znake splošne podhladitve. V prvi fazi se začnemo tresti in drgetati. Na ta način si telo pridobiva toploto. Zatem nastopi apatičnost in močna želja po spanju. Utrujenost in zaspanost je vedno hujša, dokler pri telesni temperaturi 30 stopinj ne izgubimo zavesti. V tej fazi je dihanje plitvo, komaj zaznavno in počasno, prav tako puls. Nekje pri 24 stopinjah odpove delovanje srca in zastane dihanje. Če temperatura jedra pade pod 18 stopinj, oživljanje ne bo več uspešno. Bistvo oskrbe in pomoči splošno podhlajenemu je, da mu čim prej ogrejemo jedro telesa z notranjimi organi. Če ima ponesrečenec telesno temperaturo med 35 in 30 stopinj in je pri zavesti, ga zavijemo v suhe tople odeje, prenesemo na sobno temperaturo, kjer bo organizem sam poskrbel, da se telo ogreje. Obenem mu dajemo vroče napitke. Seveda pa podhlajeni ne sme hoditi, tudi če bi to zmogel, ne smemo ga masirati in ne sme piti alkoholnih pijač. Kadar pa je ponesrečenec zaradi podhladitve nezavesten s telesno temperaturo 30 stopinj in manj, ga začnemo ogrevati že takoj na terenu z vročim, tako imenovanim Hiblerjevim ovojem. Podhlajenega položimo na 4 odeje in astronavtsko folijo ter mu odpnemo vrhnja oblačila. Rjuho ali brisačo, prepojeno z vročo vodo iz termovke, položimo na prsa in trebuh, vendar nikakor na golo kožo. Obleko zapnemo, trup ovijemo v astronavtsko folijo, tako da udje ostanejo zunaj. Kri iz udov, ki jih Hiblerjev ovoj ne pokrije, se tako počasi vrača v jedro in ne povzroča dodatnega znižanja centralne temperature. Na koncu podhlajenega zavijemo v odeje in pazimo, da je dobro pokrit tudi okoli vratu. Nezavestnega seveda položimo v bočni položaj in poskrbimo za čim hitrejši prevoz v bolnišnico s helikopterjem ali reševalnim vozilom. Pri podhledem nikakor ne smemo ogrevati ali masirati roke in noge. S tem bi s pretokom hladne krvi v jedro telesa naredili nepopravljivo škodo. Običajno spremljajo podhladitev tudi zmrzline. Pri tem moramo vedeti, da najprej rešujemo podhladitev, ki neposredno ogroža življenje. Z zmrzlinami ravnamo kot z odprto rano. Narahlo, sterilno povijamo in prizadeti ud imobiliziramo. Če je pri podhlajenem prišlo do zastoja dihanja in delovanja srca, je poleg ogrevanja potrebno tudi oživljanje. Vendar je pri tem potrebna skrajna previdnost. Podhlajeni vdihne samo 5 do 8 krat v minuti z utripom 30 do 40 udarcev na minuto. Zato oživljamo le, če je zanesljivo prišlo do zastoja srca in dihanja. V takih primerih izvajamo umetno dihanje usta na usta ali nos, ker tako vpihavamo ogret zrak. Na koncu bomo še enkrat ponovili Hiblerjev ovoj. Najprej položimo na tla 4 odeje in astronavtsko folijo. Ogreto rjuho ali brisačo položimo na prsa in trebuh, vendar ne na golo kožo. Z reševalno folijo ovijemo trup in telo z odejami. Seveda tudi zmrzline in ozebline niso zanemarljive poškodbe, zato bomo o tem, kako ravnati z njimi, govorili v prihodnji oddaji.